v dresu Maribora, si mogoče zaradi tega kaj boljše se odrezal danes? Verjetno, ker sem lepo tekel skozi zrak, pa vse. Fajn se počutim v dresu, je bilo. Tudi brez dresa bi lahko, ampak s tem pa to je pika na i. Če se mogoče kdaj naveličaš smučarske kariere, boš se ga odločil za nogomet? Mislim, izkazal si se, no? Ja, mogo še me sam skušati, tisti 25 kil, pol pa sem pripravljen. Malo sem narobno postavil, mogoče za fuzbal, tako da sem lepo se zadihal, ampak drugače pa fino, ne. Morda najtežji nasprotniki, kdo je največ težav povzročal, največ preglavic? Vsak po svoje povzroča preglavice. Jaz sem v bistvu igral proti smučarjem, jaz sem bil sami fuzbaleri, tada nisem imel preveč težkega dela. Ampak ja, ti smučarje tako dobro poznam, tako da so vsi imajo zaroto so naredili proti meni, ampak sem se nekako zlizal ven. Za reprezentanco ste na primer en gol zadeli, danes ste pokazali bogato znanje tudi zadeli, kakšni so občutki po tekmi mogoče? Moram povedati, da sem zelo vesel, da sem lahko danes, da sem v bistvu bil povabljen sem, da sem izrazil podporo Simonu oziroma da sem pač bil del te prireditve, tako da sem izredno vesel, da sem pač del današnjega dogodka. Kdo od nasprotnika je bil najboljši oziroma najbolj grob, mogoče koga ste si najbolj zapomnili? Moram povedati, da gospod župan Janković je bil najbolj grob od vseh na igrišču. Ja, danes ste bili na tekmi. Kdo se vam je na primer zdel najtežji nasprotnik? Danes ni bilo težkega nasprotnika, tekma je bila na visokem nivoju fair playa. Jaz še enkrat povem, da mi je čast igrati s takimi zvezdami, ki sem jih skozi življenje spremljal kot velik fan, velik navijač od teh mojih prijateljev iz košarke, kot sta Vilfan, Nesterović, smučarjev, nogometašev. To je bila reprezentanca, za katero sem jaz navijal, tista, ki je v bistvu odprla Sloveniji vstop v nogometni zemljišč sveta, videti ponovno Srečka Katanca, koncu tudi iniciator akcije Mariko Galič, je zame bil v tistem času najboljši libero. In malo mi je všel, nisem ga mogel ujeti, ampak lepa tekma. Še leš pa namen, humanitarnost Simona, neverjetno vztrajnost in to je tisto, kar tudi velja v športu. Vztrajati moraš, pa veliko delati, veliko trenirati in potem uspeh pride. Na tekmi ste enkrat padli, kako se je bilo pobrati? Enostavno, pomagal mi je nasprotnik, je bil Čeh, no in takrat, ko sem se pobiral, sem se malo dalj časa pobiral, ker sem ga držal za roko in iz te akcije smo pol dali gol, Tako da se pravi, ni važno, kolikrat padeš, ampak kolikrat ustaneš, to je staro pravilo in še vedno velja.